To je tisto, kar rečejo, videti sebe skozi Božje oči. To je res nekaj tako fascinantnega in drugačnega, a se drevo ukvarja s tem, a je lepo ali ni lepo, ali pa dobro ali slabo. To mi je bilo dobro pri telesni psihoterapiji. Navadnost je čisto ok. Da si navaden v kulturi, kjer želijo biti vsi posebni, je popolnoma ok biti navaden. To je v bistvu samozavestne. Praviš, da so rastline ves čas v harmoniji z življenjem in zato nikoli ne izstopijo iz povezanosti z Bogom. Kaj se lahko ljudje naučimo iz te njihove naravne usklajenosti? Jaz mislim, da se lahko naučimo od njih, kako izstopiti iz iluzije. Ker mislim, da so živ dokaz tega. Mislim, veliko se govori o tem, da živimo v maji, ampak ta maja je tako, to je tako kot ena megla, to se da hitro razkaditi tudi. Če sam odpreš oči pa pogledaš, vidiš tudi preko te tančice, teh omejitev, kako si pač mi predstavljamo, da svet je. Meni se zdi, da so rastline enostavno tako, da so tukaj zato, da nas tudi spomnijo na to, kako je biti človek nazaj. No? Kako je biti v bistvu nazaj eno z celim vesoljem. Mi smo sam podaljšek tega sistema. Ja. Zakaj misliš, da se v naši kulturi vse, kar presega racionalno razlago, hitro tako obrne, da je čudno? Mogoče zato, ker v naši kulturi imamo zelo radi nadzor, občutek, da imamo kontrolo nad nečim in bi to lahko predstavljalo, da nimamo toliko kontrole nad marsičem, oziroma bi hotel spet skontrolirati to. Hkrati pa mogoče bi pa to tudi zbudilo globoko lahko nek strah. Ampak to je samo tisti momentalni trenutek, ker ko prestopiš, vidiš iz tega in se samo sprostiš in umiriš v nekem kozmičnem ritmu, če lahko temu tako rečem. Ampak mislim, da jaz predvidevam, da zato imamo tako potrebo. Vse logično določiti pa postaviti, mislim, da je to od zadaj strah. Pa močen iz tega strahu, pa močno, da želimo vzpostaviti kontrolo. Ja. Vse, če tako pogledamo, vse točno to delamo na zemlji. Mi kar mislimo, da lahko kontroliramo oceane, mislimo, da lahko kontroliramo vreme, pa mislimo, da lahko, ne vem, kaj vse, kakšen potek, ne vem, vsega česa, biodiverzitete na tej zemlji kontroliramo. Tako da. Si pa omenila tudi svoj strah, da te včasih strah govoriti o tem, ker se bojiš, da bi te imeli za noro in da je to rana zaradi mamine psihoze. Pa me zanima, kako je živeti z nečim, kar čutiš kot resnično, a se hkrati bojiš, da boš zaradi tega obsojena. Zelo dobro vprašanje. Jaz bi rekla, da je noter, da je tako, kakor da bi bil potem znotraj mene en tak razcep. In da ni dober občutek, ker je tak občutek, kot da nekaj v sebi potem ne spoštujem. Nespoštljivo se potem počutim od sebe, ali pa da zapuščam sebe. Tako da mislim, da je to tudi povezano v zvezi z mami na tak način, ker moja rana, ali pa neka pomembna točka, je bila v mojem življenju ta zapustitev, konstantno zapuščanje od mami. In seveda, kadar si bil velikokrat zapuščen, takrat se naučiš tudi, kako zelo dobro zapuščati sebe. In to je pa res, to seže potem zelo globoko. Zapuščati sebe se mi zdi, ker misliš, da tako ostaneš potem varen. In je to povezano vsekakor s tem, da je bilo meni težko, kako bi rekla, claiming v slovenščini, prisvojiti. To claim. Težko mi je bilo to claim, v bistvu ta del mene. Pa reči, to sem in taka sem in zdaj tudi, če me ne vem kaj naredijo, tudi če me... A veš, to je zanimivo. Zažgal te ne več, hvala Bogu. Tak strah noter
Ja, Ke- se to ima marsigo. Ja. Vključno jaz sem tudi imela to z mano. Ja. Ne vem, to sploh, kaj pa se bi zgodilo, Ja. no, kaj pa bi bilo, ne, ne vem, kaj, a bi me zaprli, tako, ubil bi me, pa dobro pa bi me, ne, Ja, na se smo koncu. itak večni. Ja, ok, v redu, to je pa tudi ta globoka ljubezen do sebe, ne. Pridi do tega, Da si pustiš ne biti, kdor zapustim si. se več. Ja, ja. Ne glede na to, kaj se zgodi, me kdo razume, se me usmešijo, ne zapustim več sebe. In to je mogoče v mojem primeru pač ta pot, da se bo ta deklica, a ne, pozdravila, zacelila, da bo nazaj v tema, ne, ker bo čutila, wow, ona me ni zapustila, končno, ne. Mislim, da je to tudi dobro slišati za vsakega, ki je doživel zapustitev, da se malo zamisli o tem, ne, ker ko govorimo o ugajanju, recimo, zakaj je toliko veliko ugajanja, ne znam postaviti meje, neko rečemo, posledično tudi, recimo, največ izgorelosti pride ljudem, ki zelo veliko ugajajo, pravijo. Tisti, ki ne znajo postavljati meje, pa ki imajo močno ugajanje v sebi, perfekcionizem tudi, je največ izgorelosti med njimi, ne. Ker se povozijo čist, ja. Ja, pa ves čas ne moreš se napolniti, če ne veš, kdo si. Ne, če nimaš občutka za jaz, kje sploh je moj jaz, je tak občutek, in to jaz zelo dobro poznam, hodiš po svetu, kot da si prazna lutka, ker nihče ni napolnil. A veš, nihče ni bil tam, da bi me videl, pa rekel, vidim te, ti si dobra, ti si fajn, ti zmoreš, a ne, tako, taka praznost in pol ena taka lupina, ki hodi po svetu, ne. In potem pač ugajamo, zato da dobimo vsaj momentalno tisti občutek, vidijo me, v redu sem, ok, in to se nikoli ne more potem noter zasidrati, ker eno posoda brez dna, se potem pač prazni. In ugajanje je povezano z zapuščanjem sebe. To se je mene dotaknilo, mene osebno, v bistvu, ne, da v bistvu to delam prek tega. Jaz sem bila tudi taka prazna lupina. Sem imela tudi nasilje v družini in tisto, kar je mene zacelilo, je bila res Hajeva ljubezen oziroma najina ljubezen drug drugemu, ker je imel on tudi slabo izkušnjo iz otroštva in sva drug drugemu pol to dala. Tako da on mi je bil ful terapevt. Ja. Se to velikokrat rečejo, Ja. da potem pridejo v tvoje življenje ljudje, ki zacelijo to, kar nikoli niso zlomili. Ne. Ja. Pa to se mi pa tudi zdi tak končen korak, pa tudi dober pokazatelj, ne? Ker če se vsi ljudje okoli nas zrcalijo, ta hologram vedno zrcali notranje stanje do sebe, a ne? In se mi zdi, da si verjetno se morala sigurno prebiti do nekega drugačnega odnosa do sebe. Torej, tvoj notranji moški je nekaj sigurno noter naredil, a ne? Do te notranje ženske, in potem se je to v tem hologramu videlo, prišel je on, a ne? Kot projekcija v bistvu tvojega notranjega moškega tudi, ne. Ne vem, jaz sem ga spoznala že 27 let nazaj, oziroma zdaj že 28, pri 25, ne vem, mogoče, da sem naredila nek korak. Ja, vem, da sem zaprosila življenje za pravo ljubezen, za resnično ljubezen. In on je isto zaprosil, bolj ali manj v istem času. Tako da najbrž je bil to ta korak. Drugače sem bila pa še kar fejst rasuta takrat, ja. Sem rabila velikega dela. Ampak sem tudi jaz, tako kot si rekla, imela veliko ljudi, ki so mi prihajali na pot in mi še prihajajo. Mislim, zdaj sploh v tem zadnjem letu imam toliko noro, veliko podpore, da sem ganjena v tem. Ja. Ja, zaslužiš si jo, res. Ja. Se mi zdi, da se pol ta, mogoče pa Hajeva ljubezen razširja čez več ljudi, da pride do tebe, ne. Ja. Pa noro je videti, koliko ljudi ga je imelo rad. To je pa res neverjetno. Res. Jaz sem ga enkrat, dvakrat v življenju videla in da je to tako posebna oseba. Ja. In meni je bilo, ti povem, prav hudo mi je bilo takrat, ko sem videla, ne, tisti tvoj zapis, da je umrl. In sem prav rekla, takrat sem še živela s Cimro, sem šla do nje in rekla, neverjetno, zakaj je to mene tako pretreslo zdaj? Jaz tega človeka tako dvakrat sem videla v življenju, dobro mnenje imam o njem, ampak prav sedla sem se dol, sem rekla, wow, pa ne, to se ni moglo zgoditi, pa to je noro, kaj, ne? In sem potem prav svečko prižgala, se kadle pa še jaz pošiljam podporo, a ne, njemu v ta prehod,
Ja, in sem kar pustila pol tisti cel večer, da je svečka do konca dogorela, ne, in sem tudi razmišljala, tak impuls, veš, sem začutila, sem se poskusila povezati z njegovo energijo, tako sem rekla, jaz si v redu, upam, da je vse v redu, dobro, in sem začutila, da tebe kontaktiram. Ja. Ampak potem, veš, jaz te nisem poznala, jaz sploh. Srečali smo se takrat na dogodku Nizozemske ambasade, tako da so se lahko vsaj prepoznali takrat, ko so se srečali po njegovi smrti. In takrat si mi pol rekla, da se ti javlja. Ne? Ja. Takrat, veš, pa se mi je zdelo mogoče malo vsiljivo, sigurno ti zdaj vsi pišejo ljudje in kako ti bo zdaj to še od mene. In sem rekla, no, bom pustila, bom še malo počakala na kakšen znak, potem smo se kar spontano srečali. In to kmalu po tistem. Kmalu po tistem, zelo hitro po tistem. Ne. In potem si mi tudi napisala, namreč, tako si mi napisala, dobila sem sporočilo, da tudi Haj še vedno predeluje svoj prehod. Čeprav je tam gor na povsem drugi frekvenci, njegov človeški del še vedno procesira njegov nenaden odhod. Včeraj sem začutila, da tudi on žaluje. A se spomniš, da si mi to napisala? Ne spomnim se več točnih besed, vem pa, da sem ti pisala. In mene se to zelo dotaknilo. Tudi to, da je žalovanje, da ni prisotno samo pri živih, ampak na neki ravni tudi pri umrlih na drugi strani. Zanimivo, ne? Ja. Vem, da so mnenja okoli tega različna, ne? Ampak moje zaznavanje, moje zaznavanje pa tako, ne vem, kako bi rekla, kot da je, tudi ko se utelesimo, jaz bom tako povedala, tako kot jaz to čutim, ne? Tudi ko se utelesimo, da je en del nas vedno tam, gor, en del pač je tukaj v tem telesu, in da potem, ko greš nazaj, ta del, ki gre iz telesa nazaj k onemu delu, je tisti, ki še malo procesira. Tista duša ne rabi nič procesirati. Višji jaz ne rabi nič procesirati, točno vse ve. Je cel, ampak mi smo prišli tukaj izkusiti vseeno različne procese. In kot da je to tudi en del procesa, ko potem odhajaš, kot da je to en zaključni del procesa, da tudi ta svoj odhod sprocesiraš. Sigurno, tudi, če ti je na tisti višji ravni v bistvu popolnoma jasno vse. Pa da smo se dogovorili, pa smo tako naredili, pa to naredili. Ne? Ja, tako da to sem začutila. Podobno večkrat začutim, kdaj pri komu. Kar ne pomeni, da so te energije, da so te duše nesrečne. Ne, ja. Ampak samo del nekega procesiranja. Zanimivo mi je tudi pri delu z klienti, da se kdaj zgodi, da kakšen prednik potrebuje preko tiste osebe nekaj sprocesirati. Tako da recimo pride prav, bom rekla zdaj tako, pranečak, ali kako bi to, vnuk, malo dalje. Vnuk je torej prišel od enega prednika, enega gospoda, na to srečanje in v resnici je na tistem srečanju... A njegov dedek? Torej, en fant je prišel ki je vnuk. Na svedanje, ki je v bistvu na koncu sva, bom rekla, procesirala tega dedka prek njega. Tako. To mi je bilo zelo zanimivo. Kot da tudi v bistvu oni pripeljajo koga od svojih sorodnikov, zato da mogoče nekaj procesirajo. In v bistvu ta vnuk je nosil, mogoče imel podoben imprint, kot je ta dedek. Imel podobno tudi življenjsko zgodbo. In potem, ko je ta vnuk sprocesiral svoj strah, a veš, ampak to je na tako neracionalni ravni. To ni strah, da bi zdaj on znal reči, strah me je, ker mi zdaj prihaja ta dogodek pred očmi, ki je procesiral straha, ne? In ta dogodek. Ne, to je bilo v bistvu samo golo doživljanje strahu. Ni vedel od česa, ampak sem dovolila sva, da telo to gre čez to. Na koncu sva potem skupaj ugotovila, da s tem, ko je njegov lasten strah se sprocesiral, v bistvu tudi prek tega dedek dobil dovršen impulza, veš, tisti, ko je bil tukaj, ko je živel, kot da ni dovršil svoje izkušnje, kot da ni do konca speljal tega impulza. In da je bilo tudi to dobro za tega njegovega prednika. Zanimivo. Vse to večkrat rečejo, ne? Če nekaj pri sebi v bistvu urejaš, kako se to pozna po tem celem biopolju. In enkrat se mi je taka fascinantna stvar tudi zgodila, sem se zdaj spomnila na to. To je bilo čisto tako psihološko izobraževanje. Pred leti sem bila na Landmark forumu v Londonu, je to bilo.
In tam je bil en tak korak, ki se mu je reklo completion process, kar pomeni, da z vsemi ljudmi, s katerimi se počutiš nezaključeno, da nekaj ni zaključen, si moraš dejansko poklicati, biti totalno iskren in povedati. Vse, kar čutiš, neki taki koraki so bili, kaj rečeš, kako potem zaključiš pogovor, in podobno. Zelo drugače, taka intenzivna vaja, ker tako poklicati nekoga iz danes na jutri, pa jaz ti moram nekaj povedati, pa se lahko leta nisi slišal. In v tistem času sta bila po moji očetovi strani v Indiji skregana teta in stric, leta in leta in leta, tako totalno zamera, in se nista sploh slišala, pogovarjala več. In sem jaz poklicala očeta, sem z njim hotela imeti ta klic, completion klic, in sem mu pač povedala določene stvari, ki mu jih nikoli v življenju prej pač nisem upala povedati. In sem tudi, veš, to je tako, da bi podoben proces, mogoče kot spoved, bi jaz temu rekla, mislim, vse te krščanske tehnike so meni čudovite, dokler se jih pač ni nekako zlorabljalo. Veš, podoben, kad ti nekaj deklariraš, izraziš, prideš v integriteto, tam je vesolje, cel univerzum, Bog te gleda, ta oseba je pred tabo, poveš, koliko je, iskreno, odpreš vse centre. In sem povedala očetu in sem mu tudi rekla, da sem imela globoko zamero, imam do tebe, globoko zamero in ti tudi odpuščam. Ne vem, nisem kaj filozofirala, samo to odpuščam ti. In potem mene kliče oče čez 2-3 ure, je rekel, čudež se zgodil, stric pa teta, stric se je kar odločil, ne vem, kaj mu je bilo, kar odločil se je, ker je bil na pregledu blizu bolnišnice tam, kjer tvoja teta dela, oni so kar potrkali na vrata, niti poklicali je niso, potrkali na vrata, cela družina, ki so bili totalno skregani, prišli k njej domov in so se pol neki začeli pogovarjati in kar naenkrat so bili nazaj povezani. Medtem, ko sva midva z očetom, torej na tej ravni energetski, tej mreži, midva neko zamero, je to sprožilo po celi družini, tudi val nekega odpuščanja takrat. Ja, pa sploh ni bilo to, da bi jaz bila pri bioenergetiku tako, čisto, seveda se je tudi bioenergetsko v bistvu dogajalo. Tako da to, se mi zdi, smo ves čas povezani. Isto, kar ti nekaj zdaj narediš na sebi, se pozna in Haju in še marsikomu. Kaj se pa tebi zgodilo v cerkvi Šurkovac, da se je nekaj tako zelo globoko premaknilo? Ja. Tudi o tem bom zdaj prvič tako govorila. Torej, moja učiteljica, ki me je tja takrat povabila, ona je zelo poudarila, njej je zelo pomembno, da ko se ti kakšne take stvari zgodijo, da ne jemlješ to slavo, na sebe. Ampak da v bistvu samo daš vedeti, da je to tako naravno, da je to mogoče zame, zate, tako čisto normalno, kot pač piješ vodo. In da slava, hvala v bistvu gre dejansko kreatorju. In tudi se mi zdi velikrat kakšne stvari, kakšni procesi, ki se zgodijo, pa imamo naravno nam je, da se osebi zahvalimo. Hvala ti za tale proces zdaj, ampak v bistvu ta oseba, hvala ti za ta proces, tam, da prenesemo to. Tako da s tem začnem. Po mamini smrti, torej to je bilo, mislim, da 1,5 leta ali nekaj takega, jaz sem tudi prosila v tistem času, da naj mi pomaga stvarnik, naj mi univerzum pomaga, da se pač nekaj, da rabim nek čudež, da sem prišla s pomočjo nekega osebnega dela, psihoterapij do ene točke, ampak da od mamine smrti naprej se več ne počutim isto. Tako se mi zdi, da bi takole naredili jaz pred tem, pa jaz po temu. To sem predvsem občutila v občutku, nisem se več mogla tako veseliti. Nikoli nisem čutila take kapacitete veselja več kot prej. Tudi mi ni bilo več do takih stvari, do katerih mi je bilo prej. In nikakor ni šlo nazaj to ven, ta žalost. In sem si potem rekla, ok, očitno sem tisto sebe zgubila, očitno tiste sanskriti več ni in tako, žal mi je, ampak sem se tudi že sprejela. Potem me je ta prijateljica skoraj da ne prisilila, da sem šla, ker mi je po moje 0,5 leta govorila. Pridi zraven,
pridi zraven. Torej, Šurkovac je na meji s Hrvaško pa Bosno, mislim, da je to ena vasica. Tam je ena lepa cerkev, tak romarski kraj, kjer hodijo tisoče in tisoče ljudi, v bistvu na mašo, kjer v bistvu ta frančiškanski duhovnik, on podeli blagoslove in v bistvu je taka globoka mistična izkušnja, ker ta Gospod je res s celim srcem tam, in to čutiš, in ko si ti s celim srcem tam, seveda teče energija Kristusa, energija Boga, Svetega Duha, kakorkoli zdaj to vse poimenujemo, čez tebe, dejstvo. Ja, takrat mi je govorila ta prijateljica, ne vem, kolikokrat mi je rekla, naj grem zraven. Jaz pa sem si mislila, joj, pa kaj, veš, kaj bom šla zdaj v neko cerkev, toliko časa se bom vozila, pa Maša, pa sej vemo, pa veš, sej sem tudi bila že tukaj v Ljubljani na kakšnih takih dogodkih, pa obredih, pa tako. Potem sem pa rekla, dobro, ona me nikoli v življenju nekaj veliko prosila, pa veliko uslug mi je naredila, to pač izključno zaradi nje naredim. Tako sem šla, to sam za njo naredim, v redu. Sem šla kar z velikim odporom po eni strani, ja. Hkrati me je tudi bilo malo strah, veš, v kakšno stvar se jaz to spuščam. Jaz sem v bistvu čisto obratno, kar cerkev, vse to sem, kar cerkev prepoveduje po eni strani, a zdaj jaz sebe izdajam. Tako, kam zdaj jaz to grem? In noro je bilo, spet sem rekla, prosim vesolje, daj mi znak, če je to pač namenjeno zame. A je to pot ali naj grem, ali naj ne grem. In potem sem dobila znak, tik preden sem šla za Maribor na prevoz, preletita 2 grlici, tako pred mano na polno, tako preletita. In sem rekla, to je pa simbolika iz krščanstva. Ok, grlici, ok, Sveti Duh, vse v redu, pojdi. Take stvari se mi velikokrat zgodijo v življenju, ker sem tako tik na robu, da je tako, zdaj pa več ne vem, po en znak pride, rečem, ok, gremo. Tako da pa sem pa s polnim srcem sem šla, smo se peljali do te cerkve, Šurkovac, in smo poslušali veliko teh pogovorov takrat, kaj se vse ljudem tam dogajalo, kaj so vse doživljali, tako da smo tudi bili več pripravljeni, bili smo v tem stanju, v tem flowu. Veliko smo se pogovarjali tudi o krščanski filozofiji, o tem, kar v bistvu je najbolj v surovem smislu Kristus predajal pa govoril. To se je mene ful dotaknilo. Take stvari, veš, ko pride taka čista ljubezen skozi neke besede. To je meni, ne vem, kar solze dobim v očeh in takrat vemo, to je to. To je dom. Spomniš se nazaj na to. To je dom. To je tisto, kar preklopiš iz te iluzije nazaj v dom. Ok, v bistvu jaz sem samo ena velika ljubezen. To smo mi, v resnici. Takrat vse ozdravi. Je pa zdržati v temu. Zato pa pol hodiš na psihoterapijo, da gradiš kapaciteto za višji jaz, da ga lahko držiš, vedno dlje v sebi tudi. Prišli smo tja v to cerkev. Meni je bilo zanimivo, tista Maša, jaz sem imela take občutke v sebi noter, kot jaz bi odpovedala vse trenutno v življenju in bi se samo posvetila bogoslužju. Nori občutek je bil. In sem tam sedela takole in sem rekla, moj Bog, Bog, oprosti, kaj sem jaz celo življenje delala? To, veš, vse, kar sem počela, taki feelingi so bili, vse, kar sem do zdaj počela, za prava časa. Vsako minuto, ki nisem bila s tabo, Bog, je bila izgubljena minuta. Kaj sem počela? Kaj sem jaz počela? Nisem bila, ne znam sploh to povedati drugače, no. In da od zdaj naprej jaz želim vsako minuto biti s tabo. Nikoli ne želim, vse ostalo je škoda časa, tako kristalno jasno mi je bilo, Tudi sem čutila zanimivo eno tako kesanje, ampak ne to tipično katoliško v takem smislu, ampak to kesanje, da nisem videla. To me je potem odprlo, to mi je tudi pomagalo potem mamo spustiti, ker v tistem trenutku mi je bilo in jaz čutim to zamero, in jaz čutim to žalost pa izgubo, ker ne vidim. Zato pa se pa hočem kesati zdaj, zato pa te prosim za odpuščanje, oprosti, ker sem izstopila iz tebe in začenjam videti skozi iluzijo vse, tu pa se želim kesati. Tak notranje je prišel ta občutek in tudi tista prošnja, prosim, odpusti mi
odpusti mi, ko te izdam velikokrat v dnevu, ko se kar poistovetim z blatom, a ne, na mestu z lotusovim cvetom. Tako globoko res mi je žal, kako velikokrat to naredim in ti, ta sila, ti si ves čas z mano, brezpogojno in me kar ljubiš, kljub vsem mojim napakam, kljub vsakič, ko te izdam, vsakič, ko se poistovetim s temo, ta energija je brezpogojno še kar tukaj, nikamor ne gre. To se mi zdelo, wow. In takrat sem tudi občutila, veš, tako kot te pa lahko ljubi Bog, te pa noben ne more, ne. To ljubezen, ki je čudovita ljubezen, je čudovita med nami ljudmi, pa tista ljubezen, joj. To je pa ekstatično, orgazmično, neopisljivo. Ja, in potem je tisti duhovnik lih rekel, moja namera je bila, da torej nekako se pridem nazaj k sebi. In je tisti duhovnik med vrsticami povedal zgodbo in rekel, ja, prišla je ena ženska, je bila jezna na Marijo, na Devico Marijo, kako je lahko vzela sina. In Devica Marija je takrat rekla, jaz nisem vzela tvojega sina, jaz sem vzela svojega sina domov. Kako mi lahko to rečeš, jaz sem vzela svojega sina domov, to je moj sin, jaz imam vso pravico ga poklicati nazaj k sebi domov. A veš, tak stavek, meni je to takole naredil misli, seveda, mi smo od Boga, tam je dom, to je vse transcendentalno, v bistvu. In ker sem bila zelo jezna na Boga, torej po mamini smrti, ker jaz sem poklicala, ne vem, kako bioenergetiko takrat, da bi ona preživela. In se spomnim, sem takratnemu partnerju sem mu prav govorila, sem rekla, če pa mi Bog zdaj to naredi, če mi pa vzame mami, ne odpustim. Vse sem razumela, vse nenormalne okoliščine, vse mi je bilo, razumem, sprejmem, hvaležna, do neba pa nazaj, ampak to pa ne bom. Prav tista ihta, veš, to pa ne bom, ne smete mi to narediti, pa Bog ne obstaja, prav tako, pa ne obstajaš, če mi pa zato ne uslišiš. In jaz sem imela potem tudi to tako zamero noter do Boga in v bistvu se mi je naredilo po mamini smrti, ker je tako nezaupanje od te travme, veš. Prej sem vedno verjela, na koncu bo vse v redu. Na koncu se bo vse dobro odvilo, globoko verjamem, da je zame pač poskrbljeno. Od takrat naprej pa prav sestra sva se tudi pogovarjali, tudi ona je rekla, veš, jaz tudi včasih zdaj kar pomislim, ja, ni nujno, da bo, lahko me kaj preseneti, lahko se kar zgodijo kar take nenavadne hude stvari. Zgubila sem tisti steber od otroštva. In ja, potem, ko se pa to v tisti cerkvi, ko sem dobila tisti blagoslov od tega gospoda duhovnika, začutila sem tisti glas, jaz to sploh ne znam drugače povedati kot to jasen glas, ki mi je samo rekel, spusti. Samo to, spusti je šlo čez celo moje telo. Ne vem, neopisljiv občutek, celo telo je uslišalo. Torej vse prej, kar sem jaz sama sebi govorila, kar so mi drugi govorili. A veš, tisti del ranjen, tisti otroček ni mogel. Tu je pa samo bilo, ja, izdih, spustiš in jaz sem prav zadihala v tistem trenutku drugače. Nobenega filozofiranja drugega ni bilo. Samo spusti v tem stavku, kot da bi se mi zlovdale vse informacije noter, vse, kar mi je želela sila povedati s tem. In jaz sem lahko spustila, pomirila sem se s tem. Tudi ena krivda se je zbrisala, ker sem imela občutek, če bi lahko kaj naredila v tistem trenutku, da bi preprečila, da so se te stvari dogajale. Ne, vse popolno mir, svoboda. Ti imaš pravico zdaj živeti to življenje. Pojdi, čim bolj živi to življenje, čim bolj živi sebe, da bom s tem najbolj osrečila Boga, tak občutek je bil. Čim bolj bom zdaj živela pristno sebe. Tako, ja. Govoriš tudi o tem, da v enosti z Bogom izgine potreba po nalepkah, dobro, slabo, lepo, grdo, več, manj. Kako se naše življenje spremeni, ko nehamo presojati sebe in druge skozi te kategorije? To sem se spet naučila od drugih, naj povem, to sem zelo hvaležna za vse zglede od drugih, ki so pred mano naredili to pot.
In pač evo, da delim naprej informacije. Ne? To je tisto, kar rečejo, videti sebe skozi Božje oči. To je res nekaj tako fascinantnega in drugačnega, pa prideš potem tudi do tega, da v bistvu niti lepo in nelepo ne obstajata. To je človek ustvaril s pomočjo neke besede, prispodobe. Ne vem, lev od zunaj v naravi, lev se ne sprašuje, a je lep, a ni lep. Sploh ni tega koncepta. Nihče drug se mi zdi, da se ne ukvarja s tem. A je dober, a je slab, razen človek. Če pogledamo okoli sebe. In spet, če samo odpreš oči, ti je jasno. Če sem začneš opazovati, a se drevo ukvarja s tem, a je lepo ali ni lepo. Ali pa dobro ali slabo, sploh noben. Ptice, ne vem, vse, kar je okoli nas, no, pravzaprav tudi dojenčki. Majhni dojenčki, no, razen če niso, kakor jaz, že v maternici doživeli hudih travm, ne. Pa še takrat, jaz predvidevam, da ko sem se rodila, sem bila dosti neokrnjena, ne. Ne sprašuješ se, a si dober ali slab, samo si, sploh nimaš potrebe po temu. In to je, kar ti pač travma naredi, verjetno je to kompleksni posttravmatski sindrom, da se moramo toliko ukvarjati s tem, a smo dobri, a nismo dobri, a smo slabi, pozitivno, negativno. Ko se uredi posttravmatski sindrom, CPTSD, kompleksni CPTSD, nimaš potrebe več se s tem ukvarjati, samo nekaj najbolj inherentno, da veš, da si. Sploh ne ukvarjaš, kot dihanje. Ne sprašujemo se, a veš, a bova midve zdaj do konca tega pogovora dihali, a ne ukvarjamo se zdaj s tem. To je tako normalno, naravno, diham in seveda, če bili zdaj v hudem stanju paničnih napadov, takrat se ukvarjaš s tem tudi, ne. Ampak to se mi zdi, to je tako naravno, do tega ima dostop vsak. Bolj, ko bomo šli v to smer, več bo vsak to lahko tudi občutil. Ja, to mi je nekdo rekel, ne vem kdo točno, mi je to ta prijateljica, učiteljica rekla, ne, da je ona prebrala, da je to kakšen duhovnik ni rekel, a sem pa to nekje v Indiji slišala. No. Videti sebe skozi Božje oči, nimaš vse je dejansko v redu na tebi in takrat te tudi začneš tako obnašati in potem tudi sprejemaš drugačne odločitve. To je potem tisti catch. Ne kreiraš življenja več iz polja kompleksnega posttravmatskega sindroma, ampak v bistvu ga kreiraš iz prostora, jaz sem v redu, jaz sem cel. Mislim, da si mi to lih si mi napisala to, včeraj, kaj pomeni samo biti. In evo, to sem pa nekje drugje brala, pri telesno usmerjeni psihoterapiji. To se vse, če daš ti literature skupaj takole, Božje, ta dobre, kakovostne, psihološke, to je vse, vidiš take povezave. Tam recimo se pa tudi govori o tem konceptu samo biti. Kaj pomeni samo biti v svetu, kjer imamo vsi vedno več potrebo biti posebni. Ja. Ne vem, a si opazila to, kako živimo v tem svetu? Sploh mlajše generacije. Veliko je te potrebe, jaz moram biti nadpovprečno posebno, da sem jaz v redu. Ne, recimo tudi, ko delam z tamalimi, ne učiteljica, jaz sem boljša, pa jaz sem posebna, a ne, da sem posebna, tako. Zaradi vseh tudi socialnih omrežij, pa to, tudi jaz pri sebi to vidim. A veš, ko je ena potreba kot, ne, moram biti malo ekstra, da sem si okej. Ali pa kar vsi moramo biti posebni. Zakaj pa moramo biti vsi posebni, kaj pa je narobe za samo biti? Bolj, da je ljubezen do sebe, ne pomeni, da sebe doživljaš kot jaz sem pa wow, ampak da imaš dostop do obojnega. Ja, lahko si komot rečeš, jaz sem wow, jaz sem super, ampak da je tisto, cool sem, sploh se ne rabim s tem ukvarjati, sploh se ne rabim obremenjevati več s tem. Moram biti nekaj, ker to je spet trying to manage an image, ne. Poskušamo nek imidž loviti, pa upravljati z njim. To mi je bilo dobro pri telesni psihoterapiji. Navadnost je čisto okej. Da si navaden v kulturi, kjer želijo biti vsi posebni, je popolnoma okej biti navaden. To je v bistvu samozavestne. Nimaš potrebe iti ne v ekstrem, premalo sem ali pa preveč sem. Ja. Mogoče še to vprašanje. Praviš, da je naš največji problem v tem, da večina ljudi živi, kot da Bog ne obstaja. Če bi kot družba ponovno vzpostavili odnos do svetega, kaj misliš, da bi se najprej spremenilo?
Ja, jaz mislim, da bi se vsi, da bi vsi prosili za ful odpuščanja. Eno veliko odpuščanje, da bi vsi, predvidevam, to želeli. Ne odpuščanje, to pa to se naredila, pa tistega smo ubili, ampak moj Bog, ti, s katerim sem tako eno, da sem to pozabila, kako sem lahko to pozabila. To se mi zdi, da bi, tako si predstavljam, da bi kolektiv človeški, da bi rekel, eno tako globok jok očiščevala, in puno odpusti nam. Tako, kar rečejo, vse res, odpusti nam naše grehe, to ni mišljeno, ne vem kaj, ker sem zdaj razmišljala o spolnosti, ne, odpusti nam naše grehe, ta greh je odpusti, ker sem pozabila sila, da sem jaz ti, da sem del tebe in da živim, kot da nisem in ti me pa tako ljubiš. Sej Bog, jaz mislim, da Bog nima potrebe po tem, da se mu opravičimo za karkoli. Ne, to je naša potreba, to je naš korak v alkimiji, da se pol res ta žalost raztopi, ven. To je samo zaradi nas moramo to narediti, moramo. Noben tam gor nima nobene potrebe, da molimo ali pa da ne vem kaj tam prinašamo. Ne. In zato tudi rečejo, prosti še to delati, v Indiji rečejo, da so otroci najbližje Bogu, Ker točno to, ta purity, pureness je noter in otroci ne rabijo moliti, otroci ne rabijo delati obredov, ne rabijo, to je za nas izključno zato, da se sam nazaj spomniš. In pol predvidevam, da če tako živiš, da se spomniš, ne rabiš več, ne vem, kaj početi, pa romat, pa ne vem kaj, ne rabiš nikamor iti potem več, po moje, ne bi jaz več rabila potem iti v Šurkovac ali pa kam drugam, ali pa ne vem, v Indiji, nekam do Himalaje, verjetno. Tako kot kakšen dojenček. Hotela sem reči, da ko sem bila stara 30 let, pa sem bila takrat v Belgiji pri Haju, sem se zbujala več noči oziroma zjutraj s stavkom. Najprej sem se zavedala, sem šla po noči skozi neko izobraževanje, da so mi neka bitja, neko znanje, da sem downloadala, ampak se nisem spomnila kaj. Ampak zbujala sem se pa stavkom Mateja, pozabila si. Točno ta stavka si rekla. Mateja, pozabila si. In najprej tako, čist, se veš, osebnost po svoje odreagira v smislu, zemeljsko, kaj sem pozabila. Če bi kakšne tablete jemala, pa jih ne, ali pa jih tudi takrat nisem, bi rekla, pozabila sem tableto vzeti. A veš, kaj hočeš, ena panika, nekaj sem pozabila. In pol mi je kapnila, ne, pozabila sem, kdo sem in s kakšnim namenom sem tukaj, Je pa hec, da ravno tisto jutro, mislim, par ur kasneje sem šla pol Heni, ker sem večkrat šla k njej, ker je kanal bila, medika, je že žal pokojna, ena kristjana. Potem sem pisala v knjigi Prebujanje v dušo in sem jim rekla tem bitjem, ne spomnim se, kaj mi sporočate po noč, ampak očitno hočete, da se nekaj spomnim. Dajte mi prek kristjane povedati, kaj grem danes k njej. In potem sem to tudi pozabila že, da sem ta deal naredila z njimi. In vedno sem snemala od kristjane tisto, kar je govorila. In ponavadi mi je govorila, kaj je z preteklostjo, ne vem, iz otroštva, ker sem imela tudi veliko travm. Zdaj pa rekla, dobivam sporočilo. Se pravi, nekaj čisto drugače je bilo, kakor ponavadi. In so ta bitja začela govoriti, da so bele ženske, da so moje vodnice in s kakšnim namenom sem prišla na zemljo. Wow. Ja. In potem sem rabila, mislim, tako na začetku, ko sem to slišala, pa si seveda prevedla v slovenščino in vse, je bilo veliko enih stvari, ki so mi bile na nek način še tuje. Tako, mislim, malo previsoka energija, vibracija, a veš, kaj hočem reči, da sploh nisem še dobro dojela to zelo sporočila nekaj že, pa sem imela občutek, da je to napaka, da to sploh ni bilo zame, a veš, nisem vredna tega sporočila, ne. No, danes je pa res vse jasno, ja. In zanimivo je bilo, da sem se pred kratkim srečala z mojim bivšim fantom, ki so bila skupaj po 18 letih, ki je vmes tudi medij ratu, mislim, ima te sposobnosti in sem ga pa začela nekaj o svojih vodnikih sprašovati. In je pa rekel, bele ženske, noro, ne da bi vedel. Tako in je začel govoriti še malo več. Tako da po, ne vem, zanimivo. 23 letih sem en tak follow-up dobila. Zato, ker tiste stvari, ki mi še vedno niso bile jasne, sem jih vprašala njega, da sem, a veš, malo še razširila.
Jaz Zavedanje. prisežem, ne vem, kakorkoli to zdaj zveni, ampak ko govoriš o tem, Ja. jaz vidim, žariš, tukaj je si. Noro, Pa ja. lihka si tako v beli steni, pa se to dobro vidi. Aha, Prav ja. si je prvo plast polja, vidim, ker sam si je, Ja, svetloba. ja, Ne ja. vidim barve, ampak samo noro, Ja. kako močno to si je, ko to govoriš. Noro, ja. Ja. Rekla so, da sem tudi ena od njih, da sem svetlobna ženska, zdaj, ko to govoriš. A ne? In on je rekel nekaj, kar mi je pa Saša Kranjc rekla, ker drugi kanalizirava. Točno to, zate je dosti, da sam si. Sploh ti ni treba nič delati. Tisto, kar boš delala, ali pa kar delaš, ne vem, za veselje, ampak tukaj si zato, da siješ to svetlobo. In imaš na ta način ful vpliv na ljudi. Tako res se me je tako dotaknilo, da sem od njega to slišala. In tisto, kar si rekla, da si očetu povedala stvari, neke nezaključene, sva medva se tudi o teh stvarih pogovorila. Wow. Sem prav se dobila s to namero z njim, da sem mu povedala, kaj mi je prizadel takrat pač te stvari, pri 18 letih. In rekel, prosti, ker sem bil tak kreten. Rekel, pri unih letih pač še ne vemo toliko, kar vemo zdaj. A ne? Tako da je bilo zelo, zelo zdravilno, res tako, res. Sem kar jokala, Ja, verjamem. mislim, tudi pol, ko sem kolesarila domov. Predvsem sem se pa, Kako je to neverjetno, da ste se tudi v tem času srečala. in koliko sva v podobno smer rasla, Ja, veš, ja. da oba kanalizirava v končni fazi, pa da me je videl na ravni duše. In pa sem mu rekla, ker on je mene videl, to je ful hecen, z avtobusa dol, ko sem po cesti hodila in je rekel, da se zaljubovame tako. Jaz sem bila pa takrat ful negotova. Sem mislila, zakaj se glih vame zaljubuje. In se pol leta trudil, da bi bil z mano in pa sva bila. Pol Mislim, leta se je ja, trudil, ja, ker wow. meni v bistvu Kako nikoli ni bil lepo. všeč. Ampak sem ga pol vzljubila. In se neka pa po moje si pa ti takrat to videl, to moje bistvo, že po 18. Pa je rekel, mogoče pa res. A veš, Ja. zakaj bi, ne vem, eno čisto Absolutno. neznano punco, ki se je pol izkazala, da so bila na isti šoli, pa sem zanj ga vedela, ampak on za me ni prej, a ne. Tako da, zanimiva zgodba, ampak ja, tukaj je bilo zdravilno. Prav to, da so si povedala stvari, pa da mi je še tako skanaliziral, da mi je res videl moje bistvo, no, tako. Totalno ganljivo je bilo, Ja. res, res. Se to pol preseže, a ne? Tisto se mi zdi, kakršenkoli odnos je bil, a ne, ono te je bilo prav, da je bilo, ampak tisti dušni del, ko pa Ja. pogledaš takega človeka, pa rečeš, hej, Ampak moram hvaležna. dodati, da je to bil zelo lep odnos drugače. Sam način, kako se je zaključil, ni bil ok. Pa nekaj, kar mi je pol ful kasneje rekel, pa totalno ni bilo res. Se pravi, je imel neko zgodbo v glavi, ki me je ful prizadela, pa ki ni bila resnična. Pa je rekel, a res, a to sem ti rekel, sem že pozabil vmes, ker je pol to že spustil. Tako da ja. je to že zanimivo. Sej, tudi vse te stvari, ne, kako se to neka sinhronizacija zgodi. Ja. V bistvu sem ga sanjala, točno zdaj sem se spomnila, sanjala sem ga, ne vem, kakšen mesec, 2 nazaj, da je prišel k meni domov in me objel in sem jaz začutila, da je bilo vse ok, da je tista zamera vidiš. šla. In pa sem ga zato poklicala, mislim, navezala stik. Kaj sem hotela še reči? Ne vem, no, skratka, ja, hotela sem reči to točno, da sem mu napisala, da odnos z njim pa odnos s Hajem, da sta bila to najlepša odnosa moja. Ostali so bili pa bolj disfunkcionalni. Zato to poudarjam, ker se reka, tudi če so bile stvari narobe. V bistvu je bil lep odnos to. Ja. Pa prvi moj odnos, tako da sem imela v bistvu lepo popotnico. Ja. Ja. No, jaz mislim tako iz sebe, a ne, tudi ko vidim, kakšne stvari v enih odnosih niso bile čisto v redu, ne, teh partnerskih, ampak prav ta oseba je mogla biti v mojem življenju. Ja. Tako sem hvaležna, no, bom rekla, ker tudi jaz vse teh par odnosov, ki sem jih imela, z moškimi so bili tako dušni. Tu sem pa hvaležna. Wow, A ne? ja. In tudi, ker niso kakšne stvari štimale, pa jaz naredila napako, pa na uni strani on naredil napako, je bilo pa srce vse na mestu in to, a veš, to se mi zdi pa tudi, ko se srečaš po večjih letih, to se začuti, ne. Ja. To tako, ko iz srca nekoga res spoštuješ, tudi ne glede na to, kaj je bilo, pa kaj ni bilo, se mi zdi zelo lep občutek. To, kar si ti zdaj rekla, me je spomnilo tudi na eno prijateljico, no, mojo drago, ki je zdaj že skoraj 80 let bo stara. Ona, to je ta, ki je imela ta golob, pa ne, ta kamnizit.
In mi je vedno pol pripovedovala, reka, ja, ona je spoznala pa ljubezen svojega življenja, ne, tam pri 40-ih pa to. Ker jaz sem se v svojih 20-ih malo sekirala na trenutke, kako zakaj mi ne gre že v partnerstvu, pa že tako to je bilo hudo že v življenju. Rekla, ja, draga moja, boš videla, tako je namenjena, ne, ampak se ne sekira, sem tudi, da je imela več velikih ljubezni. A ne, to je bilo zanimivo. Kakšen blagoslov. Kakšen blagoslov, ne, in da pol ta velika potem tudi prišla pol v 40-ih. In je rekla takrat, neverjetno, njen partner, torej takratni partner, ja, vidiš, noro. Mogoče pa to ne vem, da tudi tebi tako rečemo, ne. Ker je bila na njegovem pogrebu, torej on je umrl, ta en prvi, bomo rekli temu prvi partner je umrl na pogrebu. In je bil pogreb. En dan pred pogrebom je ona sanjala, da je torej pogreb tega partnerja se odvija in da je ona noter v grobu tudi in da je en moški pride in da je tako ima tak neko, to mi to vedno, tokrat mi to že pripovedovala, da so že moje sanje, ne. Sukniš pa tako gor, urejen, a ne, in da ji da roko in da jo pač potegne gor, a ne, iz tega groba. In potem je rekla, da pač čisto tako, kaj pa je to bilo, a ne, ona čisto v žalovanju, sploh ni, je rekla, ko mi je pa tisti partner umrl, to ni bil torej njen dejansko prvi partner, ne, več jih je že imela, ko je pa on umrl, a veš, sem pa rekla, zdaj pa konc, zdaj pa mir, zdaj pa sploh več se ne želim spustiti v partnerstvo, in je bilo zelo težko, dejansko, da je umrl tudi, ne. In ja, na pogreb pride dejansko en njegov prijatelj, ali ne vem, kdo je to točno bil. Je rekla, takrat sva si sam dala roko, jaz sem rekla, to je ful zanimiv, ful podoben tismu človeku iz sanj, nič ni dala veliko pažnje takrat na to. Nekako sta se potem kasneje povezala in evo, zdaj sta skupaj že, ne vem, več kot 20 let, ali koliko ne. Tako da ja, vidiš, ne, kako zanimivo to preko sanj tudi. Skratka, greva naprej na tvoje poslanstvo. Šele zdaj smo prišli do tega, ne? Si imamo toliko zapovedati. Stara si šele 31 let, kar je res noro. Mislim, vsak, ko bo gledal ta podcast, si mislil, wow, pri teh letih že tako le zrela. Moram pa reči, da sem jaz bila tudi pri tvojih letih taka in sem šla, ne vem, pri 30-ih, bih takrat, ko sem imela te sanje, pozabila si pa to. Mislim, malo potem sem šla recimo v Ameriko k Indijancem, pa sem o tem, wow. 4 mesece sem na tam in sem pisala članke za revijo Aura in pol dala to knjigo Prebujanje v dušo. In meni se zdiš tako frajerska. Mislim, da to berem, takrat, to sploh ni bilo tako dostopno. Ja. Res. Da bi jaz zdaj šla, veš, ker v Ameriko k Indijancem, mislim, toliko enih stvari treba vse logistično. Ja, pa nič nisem, jaz sem se sam prepustila. Sploh nisem vedela, katera plemena so sam res zaupanje Bogu, zaupanje življenju. Ja. In je tekal, se veš, ko si v flowu teče, je res poskrbljen. Ja, tak svetovljan si, prav ti se čuta, ne? Ja. Ampak hočem reči, no, tako, ko pomislim, pri 31 si toliko zrela, pa si mislim, pa se sem bila jaz tudi. Veš, pa si moram vsem dati ta kredit. Ja. Skratka, rekla si, da če bi imela več let in več sivih las, bi ti ljudje bolj zaupali. Tako imaš občutek, ne? Da bi več ljudi prišlo k tebi na zdravljenje in to, mislim, na te tvoje seanse. Kako doživljaš ta razkorak med starostjo in globino izkušenj? Res je odvisno od tega, kaj si vse doživel v življenju. To se mi zdi, da je tisto bogatstvo na koncu, ne. In da to naredi razliko, kako globoko neko situacijo razumeš, pestrost tvojih izkušenj življenjskih. A veš, res hočeš nočeš, kad si postavljen v 1000 enih situacij, pismo res čutiš, no, v telesu veš, kako je biti v tej poziciji, pa v drugi poziciji, pa točno veš, isto kot, naprimer, jaz nisem vedela, kakšen je občutek, ko nekdo gre čez žalovanje, po smrti nekoga, dokler nisem to pač izkusila. In ne vem, ja, rekla bi, mislim, jaz imam ta občutek, ja, da tu igra neko vlogo, ta faktor, vsekakor. Pač ljudje, mislim, tak človeški del se mi po eni strani zdi, no, da presodiš tudi na podlagi tega. To sem jaz slišala od ene stranke, mi je rekla, to je bil kot njen kompliment, ne, je rekla, ti veš, če bi zate vedel več ljudi, pa ne, če bi imela več sivih las, če bi bila dejansko starejša, bi bila tukaj vrsta, veš. Sam zato, veš, ker si tukaj še mlada, počakaj, boš videla, ne. Zato je zdaj to tako, ker te še malo tako jemljajo. Mogoče v podcast pomaga zdaj, ne? Ja, kaj bo ena mlada zdaj tukaj, ne. In po eni strani čisto razumem,
Ja, in tudi, a veš, dejstvo ni vsak za vsakega. Ene stvari jaz tudi res nisem izkusila in jih je drugače. A ne? In se mi tudi zdi, kar se tiče res psihoterapevtov in zdravilcev in drugih vrst terapevtov, da je res, da iz kališa, ne, skozi leta in leta in leta, predvidevam, da bom tudi jaz drugače delala tam po 40. Je dejstvo. Se mi zdi, da iniciacije so iniciacije in pač hodiš čez njih. Jaz sem jih res ogromno doživela, zato mogoče tudi zdaj končno pri 31 bolj samozavestno, veš, stojim za tem, pa rečem, lej, stojim za tem, kar sem, ker videla sem čez svoja 20, kako pač je to delovalo na meni. A ne? Mnogo bolj mogoče stojim v tej resnici. Hkrati pa ja, vidim, a veš, ko gledam te moje učiteljice, mislim, one delajo najboljše terapije šele zdaj po 60. A ne? A pa imajo čisto polno, recimo moja učiteljica astrologije, ena od takih ljudi, isto takih 3-4 žensk v življenju, ko sem rečem, hvala, da so tam bile za mene. Ne? Recimo Vladimira Prezelj, zelo znana, drugače, nikjer nobene reklame, nobene slednje strani, nič, ne. Ona je na svojem piku, tisto, kar rečeš, na vrhuncu je zdaj, v bistvu, ne, in to mi je tudi dalo zamisliti, ja, tako delo se mora delati, res, tudi jaz moram imeti to zavedanje v sebi, da se to gradi potrpežljivo, počasi, ker v bistvu pri tem delu je specifično to, da utelešaš to, veš, to ni neko delo, ki ga imaš, kako bi rekla, ta kapital, tega dela se ne nabira od zunaj, v smislu, ne vem, imaš napisano to pa to nosiš, pa imaš, a veš, v fizični obliki, na nek drug način, ta kapital zbran, ampak je v tvojem telesu zbran. A ne? Tako, embodiment, a ne? You embody that. In pač bo trajalo, da bom določene stvari še utelešala, je dejstvo, ne? Tako da predvidevam, da bo potem tudi to drugače videno. Ampak se je tudi meni mal pogled na to začel spreminjati, da tudi kakšnim mlajšim od mene, ne, ko jih poslušam, pa mi bo uspelo, ne bo, rečem, treba je dati čas, mi smo toliko navajeni isto, da želimo instantno. Res, če se mi zdi, da če gremo po tej poti terapije, to potem se posvetiš temu za celo življenje, a ne, in pač gradiš in ja. In ljudje potem, jaz mislim, da ljudje začutijo, danes bi rekla tako, ja, ljudje začutijo, ko dobijo stik, recimo, s neko tako osebo. Rekla si, ne morem živeti, če ne morem opravljati svojega poslanstva. Kaj se zgodi, ko večino svoje energije porabiš za preživetje v sistemu, manj pa je ostane za tvoje poslanstvo? Se pravi, ti si zdaj v šoli, čeprav si prej rekla, da si tudi rada, ne? Ampak dejansko si utrujena, to so dejstva. Ja, meni se je zgodil en tak prestop v bistvu lani, zaradi tega, ker sem sprejela ene odločitve za stanovanje in je bilo veliko enih izdatkov in potem sem racionalno sem rekla, da potrebim še več varnosti, da se bom res počutila pomirjeno. In v bistvu darilo te izkušnje je to, da sem jaz res videla, da to, kar delam, jaz ne morem. Jaz sploh ne morem se več spraševati, a sem dobra v tem, a bi to mogla kaj drugega. Ne. Jaz ne morem, če to ne počnem, ne bom mogla. No. Bi po moje kar v eno tako depresijo padla in zdaj razumem ženske, ko so kakšne zgodbe pa primeri, ko so ženskam res odzeli tisto, kar je najbolj njihovo, a ne, da so se začele sušiti, da so padle da so postale nevrotične in podobno, kot so kakšni primeri, ko govorijo. Se mi zdi, da takemu tipu žensk, ker obstaja različne vrste ženska, ne? Tak tip žensk, ko se mogoče jaz tako, če nam odzameš to se mi zdi, nam tak sok. Ja, res, ja. Me prav ne moramo, tako kot bi eni drugi pa nekaj drugega vzel. Ne? Meni bi bilo to, da bi shirala počasi. Ne? Tako da mi je pa to tudi dalo eno tako čvrstino, da stojim, veš, zdaj za tem, pa sem takole, jaz bom to delala in zdaj pa pač, življenje ti ne bo tako, ker me pač boš želiš voditi. Ja, mislim, da sem to želela s tem reči, da sem še kaj takega razmišljam. Poslalo ti je Haja na pot in prek njega mene. Ne? Ja, zanimivo, ker mi je že on na prvem srečanju tak zelo spodbujal, pa navijal, da nadaljujem v tej smeri.
Ja. Prostor čutenja, intuicije, ranljivosti, subtilnih energij in odnosov ni šibkost, temveč sposobnost globokega stika s sabo, z drugimi in svetom. Kaj pomeni utelešati nežnost v svetu, ki od nas zahteva trdost in učinkovitost? Jaz mislim, da je pokazati svojo nežnost, velika moč. To je v bistvu res eden od... Mislim, da, bom tako rekla, to so najbolj pogumni ljudje. Ne? Ko nekdo stoji pred tabo, pa je nežen, ranljiv. Wow. Ja. Mislim, da je to res ta revolucija, ki jo ta svet rabi. Več nežnih ljudi dejansko. A veš, pa ne nežnih v smislu tistega, ko kolapsiraš, ker vem, da moramo biti pazljivi z besedami, ker vsak razume določene stvari po svoje, ne? Ampak nežen ne pomeni, da nisi prizemljen ali pa da nisi v sebi, pa da nimaš stika z močjo v sebi. Ampak tako kot vrtnica, veš, ta energija ali pa roža, mislim, da to je zdravilo, ki jo svet res rabi. V smislu tudi to celi, veš, vso to ločenost, veš ta občutek, da smo ločeni drug od drugega in grobost in da jaz moram ščititi moje, veš, ti moraš ščititi svoje, ker tudi to nezaupanje in podobno drugega. Ne? Hkrati se mi zdi, da ta nežnost, jaz jo veliko tudi povezujem z ženskim principom. Čeprav je tudi ženska energija zelo powerful in zelo, veš, zna iti v tisto asertivnost, agresivnost in vse. Ne? In tudi moška energija je lahko zelo prizemljeno nežna. Ampak mogoče sem hotela reči s to nežnostjo, da tudi zdravi, ker nas pripelje nazaj k sebi. Ja. Tako jaz vidim to nežnost. No? Nežnost zame recimo pomeni, da lahko čutim svoje čustva. Da ne vem, nežnost je tudi konec koncev za mene, veš, spijem to vodo, občutim okus te vode. To pomeni ta subtilnost, nežnost v telesu. Dotik, da lahko že nežen dotik nekaj naredi v nas. Da ne rabimo vse samo amplificirati. Ne rabimo samo ojačati, da nekaj čutim. Ampak kaj pa, če moramo, veš, namesto malo odvzeti nekaj, dati stran? Kaj, če ne rabim si dodajati v intenziteti, ampak odvzemati v intenziteti in bo to zame sprožilo nek odziv. To tudi velikokrat ljudje delamo napako, mislimo, da rabimo več. A daš kakšen konkreten primer? Recimo, kaj odvzemati? Samo to, da si bomo lažje predstavljali. Ok, bom se fokusirala. Mogoče kar na spolnost, to mi zdaj pade najprej na pamet. Ampak torej nek spolen intimni odnos. Se mi zdi, da ko sta dva skupaj in kot ženska ali pa tudi kot moški, ženska, občutita, ne čutim zdaj takega užitka, kot sem pričakovala ali pa pričakoval zdaj ob tem nekem trenju. Začnemo ponavadi velikokrat povečevati tisto trenje, tisto intenziteto neke spolne energije. Ampak velikokrat to ni odgovor. Velikokrat je odgovor v bistvu, da telo s tem samo pravi, ne, preveč je in me preplavlja. Dajmo malo odvzeti, ker tudi preveč intenzitete nas lahko vrže iz centra. Tako kot premalo tudi. In potem najdeš tisto lepo eno stabilnost, zmanjšaš intenziteto, se prizemljiš, najdeš center in potem prideš recimo skupaj. Ali pa isto... Da se predaš drugemu, sebi, v prvi vrsti sebi, Ja. toku, Bogu, in tukaj polo govorimo o sveti spolnosti. Ja. Drug primer tega odvzemanja bi rekla, da je tudi prisoten seveda v osebni rasti. Ko velikokrat mislimo, da moramo dodajati. Ja. To orodje, drugo orodje, tretje orodje, Ja. pa ne, ni. Samo eno orodje je dovolj kvalitetno. Ali pa isto, ko je prosti čas, velikokrat opazim ljudi, pridejo domov, nujno moram izkoristiti ta dan, veš, na polno ga moram izživeti.
Ampak ko to prihaja iz ne prihaja iz une energije, želim polno živeti življenje, ampak je iz nekega pritiska, da polno moram izkoristiti, da zdaj ta popoldan gremo na Rožnik, potem gremo delati, push-upe in na to bomo počistili celo stanovanje, potem se dobim nujno s prijateljicami, pol naredim še to. S tem ni nič narobe, seveda, ampak če pa tvoje telo, če je tvoje telo ob tem otopelo, namesto da se odpira, se zapira, pomeni, da je treba malo odzeti ven, da je to preveč intenzivno. A ne? Nekomu v bistvu rečejo, da je v osnovi velik problem, oziroma jedro vsakega problema ta, ali je naš sistem preveč stimuliran ali pa premalo stimuliran. In da potem ves čas poskusiš pri sebi pogledati, a sem zdaj preveč stimulirana, ali sem v bistvu premalo stimulirana, pa rabim stimulacijo, ne? Rabim iti narediti trebušnjake, na primer. Kdaj je pa? V tem smislu. Hotela bi še malo o svoji izkušnji povedati tvoje terapije oziroma seanse, ki si me povabila na njo, po tistem, ko si mi povedala, da je navezal stik s tabo. Se pravi, z nekim namenom so imeli občutek, da me podpreš, v tem mojem procesu žalovanja. Naj ti tudi povem, samo še to, da to je bilo prvič, pa edinkrat. Jaz nimam, nikoli se mi to ni zgodilo, da bi jaz koga tako poklicala pa rekla, jaz čutim, da bi bilo dobro, da ti ponudim, da recimo prideš k meni na terapijo. Ne, ker pač ne zdi se mi to prav, iz racionalnega vidika se mi ne zdi prav, da jaz tako posegam v prostor kogarkoli, pa verjamem, začutiš, ko je namenjanje, ampak tako, ko sem pa že se zadrževala, da ti pišem, in pa so se še srečali in tako, pa sem pa rekla, v redu, dajmo to res narediti, jo bom vprašala in da vidimo, kaj bo rekla. In ni se mi zgodilo, da bi mi kdo drug na tak način tudi povedal, veš, da je bila neka smrt in da je potem ta duša meni rekla, joj, prosim, jaz pridem zdaj z mojo hčerko k tebi. Ne. Tako da to je bil tak primer. Meni se zdi to ganljivo, da on še po smrti skrbi zame, mislim res, ker nisi edina pravzaprav, mislim, so bile na drug način, ne da bi šla na seanso, ampak da so ljudje dobivali sporočila, ki so mi jih prenašali. Tudi jaz sem seveda jih dobivala od Haja, ampak z raznih, virov. Zanimivo. Ja, ena me je kar povabila na morje, pa njen partner, njega sploh nisem poznala, njo sem videla enkrat do takrat. Mislim, noro, res ganljivo, ful. No, skratka, ampak hotela sem povedati o tvoji seansi, da je bila zelo posebna in sem te pol tudi priporočila še 2 prijateljicama, glih zato, ker sta hoteli nekaj s telesom delati, da ni sam govorjenje, ampak da prek telesa izraziš. In medve sva imeli to seanso, mislim, da je bilo 7 zvečer, tako da si mi rekla, ti da je vse ven, ker sva čisto sami v celi stavbi, tako kot sva danes klele, ker je skoraj praznik in ni nobenih zaposlenih, kar je, tako so že prej rekli, tudi fajn, energijsko, da ni nekih motečih energij. Skratka, in potem si me spodbujala z glasom, da sem dala ven, ob tem tudi na določene točke pritiskala, dala si mi vreče peska na narta, zato da to je nek tvoj način, ki si se sama intuitivno spomnila, da me je bolj prizemljil, oziroma to tudi z drugimi delaš, To se mi zdi fantastično, kako pesek na nogah, res ful dober. Recimo ta del, zakaj je dobro od zunaj dobiti nek tak dotik, to izvira iz tega učenja, da se učim pri telesno smerni psihoterapiji. Torej, sploh tak tip teles, mogoče kot je najin, ko se vidi, da je telo šlo iz tega v raztegovanje navzven, je bolj šlo v noter, in se bolj stisnilo. To imamo velikokrat ta občutek disociacije, določenimi deli telesa, ker je bil strah primarno čustvo, okoli katerega se telo organiziralo. Potrebujemo v prvi vrsti delo z občutkom varnosti. In taka telesa naša velikokrat niso bila, kako bi rekla, podržana v varnosti. Prav fizična senzacija manjka telesu. In v bistvu s tem, ko dodaš, naprimer, v nekem terapevtskem ali
ali pa svetovalnem trenutku nek zunanji dotik. Meni zelo paše neka vreča peska, ker je po eni strani tak naravni material, hkrati je pa taka ogromna vseeno ena teža. Takemu tipu, kot sem jaz, to paše, zato ker je ta občutek, ne rabim končno, moje telo v bistvu dobi. Končno ne rabim sam sebe držati, sem držan od zunaj. In pol prije do tistega, in se telo spusti in gre malo v nek razpad in se spet sestavlja. In res spustiš nadzor, ne? Ja. Tudi prek, kričanja. To je bilo res noro, koliko je bilo to osvobojajoče, koliko ene žalosti je lahko šlo ven. Ja. Veliko je tega, dela z glasom na raznih področjih, je pa treba biti res previden, spet to, kar smo govorili, intenziteta, pa koliko to, da če to delamo prisotno, zavestno, da delamo s tem glasom, ima učinek. Če pa to lahko sam naredimo, ko so, ne vem, kakšni trenutki, kakšne ceremonije, pa narediš to tisto katarzično, in se ne poslušaš, in če greš preko sebe, je to lahko isto retraumatizacija. Ko da je treba biti pri teh stvarih, previden, dodajati telesu varnost in res ti si takrat to naredila tako, iz sebe, bila si v stiku s tem, nisi se disocirala, pa se odrezala, pa sem šla v neko drugo raven. Zato je potem tudi prišlo do telesnega olajšanja. Imamo, velikokrat imaš pa ceremonije ognja, pa ne vem, kje so vse ljudje, pa malo kričijo v ogenj, pa to. Ampak če to ni zavestno narejeno, če to ni iz nekega procesa, iz neke namere, je pač je pač neko mini ritualno dejanje. Tako da ta globina, se mi zdi, takih korakov je tista, ki naredi. In predvsem tudi to, če to povežem tudi s tem, ko je nekdo odraščal ob nasilju, ko smo se pogovarjali, zakaj taki ljudje smo hitreje utrujeni, hitreje izgorimo. Zato, ker je cel sistem, veš, kako težko mora biti telesu se zgraditi, se organizirati okoli strahu. Zelo težko, naporno, da je ves čas, torej ostal je nek strah v telesu, ni bil ta impuls nikoli dovršen, da bi se izlil, nekako tudi razblinil potem. In potem je torej kor občutek, strah, in zdaj pač Bogu, moje telo se trudi okoli tega se zorganizira, da vsaj nekako preživi. In veliko ene energije mora telo skozi potiskati noter v sebi, z vseh strani. In ves čas je napetost, visoka telesna napetost, za katero, naprimer, nekdo kot jaz porabi mnogo več potem energije kot nekdo drug. Seveda tudi, če je moje telo ves čas stisnjeno skupaj, kje je tudi tukaj dovod za življenjsko energijo, malo jo je. Če se jaz torej pri izdihu težko sprostim, če izdih iz zakrčenega telesa, tudi vdih, life force gre iz zelo zakrčenega stanja, pa v nekih minimalnih količinah. In potem se to pozna, naprimer, tudi pri doseganju stvari v življenju, ta kapaciteta se tudi zmanjša. Koliko stvari dosežeš, koliko denarja zaslužiš, pa vse. V staroindijski filozofiji recimo pravijo, povej mi, kako dihaš, torej kakšen je tvoj vdih in izdih, kakšna je kakovost vdiha in izdiha, in ti lahko povem vse o tvojem življenju. Tako se da videti, torej, če ima nekdo naraven vdih iz diafragme, pretočen, poln vdih, to govori o tem, da zna vzeti življenje v sebe. Zna vzeti življenjsko silo, zna kreirati, to je sonce, potem solarni princip, zna kreirati, zna ta moški princip ima v sebi. In potem izdih, če nekdo zna kakovostno izdihniti iz svojih globin, iz diafragme, in da vsak izdih naj bi bil ena majhna smrt, pravijo. In majhna smrt pomeni, popolnoma se predaš in izločiš in, se resetiraš. Tako da mi v bistvu se prek vsakega izdiha potem tudi resetiramo. Tako kot vklopiš telefon dela, pa ga izklopiš, pa se resetira. In spet imamo od Boga dano, ves čas, vsa zdravila so noter v telesu, v bistvu. Vdih in izdih je eno veliko, veliko zdravilo. In če ne znaš torej dobro izdihniti, se pozna torej travma pri izdihu. To seveda govori o tem zablokiranem tudi lunarnem principu, ženskem principu. To pomeni težave z spuščanjem stvari svojega življenja. Takrat velikokrat držimo stvari v sebi noter. Ali še kar hrepenimo za nekim odnosom.
iščemo svoje napake. Ne moremo reči, tako kot recimo tudi pri meni, ne, z mami tisto leto pa pol. Ni bilo, sprejmemo, zaključeno je to. Je bil moj izdih sigurno v tistih trenutkih zelo moten ali pa zmanjšan. Ne. Izdih potem tudi predstavlja čiščenje, sposobnost prenove, očiščenja vsega tega. Tako da, ja, to se vse, tudi na taki terapiji se to vse vidi in se dela potem subtilno z vsem tem. In velikokrat vidim pri ljudeh, naprimer, sploh nekdo tak, ki celo življenje niti enkrat ni imel tega izkustva, kako je biti podržan, ne vem, to prav slovensko rečem, podprt strani nekoga drugega. Če nismo to izkustvo imeli pri mami, pri očetu, tako telo, a veš, ko dobi to, prav zaprede tako da bi en otroček končno vdihnil in izdihnil, in to se pozna pri vdihu in izdihu v tistem trenutku pri ljudeh. Nekaj sem hotela še reči v zvezi s tem. Ja, to, da veš, tak tip osebe si lahko mentalno dela na sebi leta in leta, ampak dokler telo ne občuti, kakšen je občutek biti podprt od zunaj, jaz lahko brez veze, jaz lahko sebi govorim to, pa racionalno se mi o tem pogovarjamo, pa vizualiziramo, seveda pomaga, delaš kot da bi en zid gradil, eno opeko pa že postaviš, ampak ko pa dobiš izkustveno to, pa se nekaj napolni v telesu, ja, je pa potem to drugače. Spomnim se, da si mi ti rekla, da noge simbolno predstavljajo starše in z levo nogo stojimo na levi rami mame, z desno na desni rami očeta. Ja, različne te somatske principe različno govorijo o tem. Jaz sem to zasledila pri klinični somatiki, da to govorijo, da v bistvu leva noga, kakšen odnos imaš do leve noge, koliko si dovoliš res z polno težo stopiti na levo nogo, govori o odnosu z mami. In isto desna noga, v bistvu kako vse, copy-paste, če dam, pa kako razporediš težo in vse ima odnos, ima veze s tem, kakšen odnos imamo tudi do očeta. Predvsem to zaupanje, ali smo se počutili, da on res, moj oče mi drži prostor, je tukaj, lahko se naslonim na njega. A veš, da jaz sem si pa to drugače razlagala. Ko si meni to rekla, sem si predstavljala neko kozmično mamo pravzaprav, niti ne svojo mamo, pod svojo levo, pod levo nogo, da stojim na njeni rami in nekega kozmičnega očeta na desni strani in sem čutila tako ful varnost ob tem. Super. V redu, ne? Super, ker tako se potem ponavadi naredi. Če imaš, tudi meni to pomaga, če imam izkustvo, torej, da se sploh moje noge ne čutijo, da jima sploh zaupajo, je točno to naslednji korak, ki si ga ti intuitivno naredila. V bistvu probaš si predstavljati katerokoli tako pozitivno izkustvo, ki si jo imel z obema spoloma. Recimo v mojem primeru sem si lahko predstavljala vse te druge ženske, ki so bile materinske, ali pa nek dejansko kozmično mati, od zgoraj, da se na njo naslonim. Pa še eno stvar si mi rekla, da nemam namero, da v svoje življenje povabim hranljive moške figure. Vidiš, zanimivo. Ja, tako da sem odprta temu, pa se na nek način, so kakšni že prša. Veš, dejansko, jaz drugače sem res bolj v ženskem krogu. Mislim, imam večinoma prijateljice, pa ker je bil oče nasilen, je pol eno nezaupanje do moških, pa tudi precej slabih izkušenj v partnerskih zvezah, razen tistih 2 pozitivnih, ki sem jih omenila. Tako da me zanima, kaj zate pomeni hranljiv moški. Kakšna dobra tema. Tudi jaz sem imela pestro izkušnjo z mojim očetom, pa dedkom, pa tako, mislim, ni to bilo vse rožice pa popolno, dejstvo. Kaj zame pomeni hranljiv moški? Ta trenutek je to zdaj tako, kot vidim, mogoče bo čez 5 let, pa drugače. Jaz bi rekla, v prvi vrsti v stiku s sabo. Drugače je, ko si v stiku z osebo, ki beži pred sabo, je drugačen občutek.
Ali pa, ko je nekdo tukaj, pa ne beži pred sabo, je prisoten, ker potem zna to prisotnost, seveda tudi, a ne s to prisotnostjo vplivati tudi na žensko. Hranljiv moški bi tudi rekla, da je nekdo, ki zaliva žensko. Ja, ampak ne na način, da nekaj hoče v zameno od nje. Obstajajo tudi taki moški. Sem naletela na njih in rečem, občudujem, kako je to lepo. Videti moške, ki uživajo v temu, da zalivajo žensko, brez nekega razloga, brez neke agende od zadaj, da bi karkoli hoteli, uživajo. In potem jih vprašaš, kako zanimivo, da na tak način funkcioniraš, in reče, ja, užitek je to. To je tako, da se sprehajaš čez vrt različnih rož, torej to je ta ženska, na primer, in seveda, da zaliješ tisto rožo, ker je tako lepo videti, že samo biti v prisotnosti, recimo enega takega vrta čudovitega je lepo. Normalno, da zalivaš ta vrt, brez da imaš zdaj potrebo jo odtrgati od tega rožice, pa ne vem, kaj dobiti ven iz tega. Tako da to je bila ena taka osnova, ja, če ne zapadem v preveč kompliciranja zdaj, kaj bi to vse bilo. Ja. Prosila bi te, če še malo poveš o psihološki astrologiji, katere svetovalka si. Kako nam lahko ta bolje pomaga razumeti sebe, svoje vzorce in odnose? Ja, psihološka astrologija pa se mi zdi pa čisto iz mikro na čisto kozmično raven, recimo gledati na svoje življenje. Psihološka astrologija nasploh v bistvu osnova je, da govori o tem, da mi smo del te velike neločljive celote. In vse, kar se dogaja, vsak premik, ki se dogaja v tej celoti, torej te planetarni premiki, opisujejo neko zgodbo, opisujejo v bistvu, kako bi rekla, dogajanje v mreži, v kateri smo. Zakaj pa je ta psihološka? To me zanima. Psihološka astrologija se pa razlikuje po temu, dosti jo je razvijal tudi Carl Jung. On je ugotovil, da ko je začel risati natalne karte, torej rojstne karte svojih klientov in jih uporabljati kot pripomoček na svoji klasični psihoterapiji, psihoanalizi, da je prišel do hudih prebojev potem, s temi klienti, ker so ene stvari, ki jih sam ne vidiš o sebi, pa potem pogledaš v nek nebesni vzorec, pa povežeš neko stvar. Psihološka astrologija pa dela z planetarnimi silnicami v karti, kot da so to v bistvu deli naše psihe. Torej v bistvu, Saturn predstavlja en vidik tvoje psihe, Mars predstavlja isto en delček tvoje psihe, arhetipi pravzaprav. In potem imamo vse te arhetipe, ki jih vidimo v življenju, kot kralj, bojevnik, ljubimec, oče, čarodej in podobno. To vse skupaj tudi povežemo z planeti v karti. Bi rekla, da je psihološka astrologija bolj namenjena temu globokemu psihološkemu delu na sebi, pa tudi kot pripomoček na psihoterapijo. Tam recimo odgovori niso zastavljeni kot, ja, to je dobro, da narediš, ali pa to je slabo, da narediš, pa tako ti je dano, ampak je bolj, ta energija je tukaj prisotna zaradi tega, ker ta vidik tvoje psihe zelo šepa. In je treba pojačati ta del svoje psihe, da se to področje uravnovesi. Potem spet tole področje pa je preveč aktivirano, zato ker isto, imaš Jupiter, ki predstavlja drugače tudi dobrohotnika, guruja v karti, je preveč stimuliran in ta energija odhaja, preveč jo razdajaš v življenju, namesto da iz tega nekaj zgradiš, nekaj, kar raste pa se plemeniti, na primer. In ti potem uporabljaš oboje, kako bi rekla, pride človek na seanso in naroči tudi astrološko analizo, da ti tako kot Jung, da ti pomaga ga bolj podpreti. Ja, jaz ko delam 1-1 na teh dolgotrajnih svetovanjih, naredim vedno, potem tudi vprašam, če so za, ponovadi so vedno za, naredimo to natalno karto in imam potem velikokrat to karto kar pri sebi. In potem, ko se tudi neka stvar, na primer, rešuje, ali je tudi samo nek proces čustven,
Na koncu še pogledava v karto veliko krat, pa rečeva, se pa da še to pogledamo, tale del tvoje lune, recimo luna predstavlja tudi podzavest, ne. Je bil pa zdaj stimuliran, razumljivo, zaradi tega, ker je v povezavi s Kironom na tak pa tak način. Naprimer, pri psihološki astrologiji, veš, mene to fascinira, kako so ene stvari, ne vem, tako vidne noter, samo na podlagi nekih takih izračunov. To mi še bolj mi da vero v spirit, vero v Boga, no. Veš, ko smo se pogovarjali, da ni nič naključje, kako noro, da ni naključje, da sem se, veš, rodila ob takem času. Ker v karti, naprimer v eni karti, če imaš res točne podatke, točno uro pa to, se da razbrati očeta od te osebe. Torej v moji karti jaz lahko, ali pa če rečem tvoji karti, jaz lahko v tvoji karti pogledam konkretne lastnosti tvojega očeta. In potem, ko se ti dogaja nek tranzit čez to področje očeta, se dejansko to vidi v življenju tvojega očeta. Jaz recimo nimam točnih podatkov za mojega očeta, ker ni imel ure. Jaz pogledam največkrat v svoji karti. In ko imam jaz recimo kakšne take tranzite sprožene, da vidim, da v zvezi z očetom, on ima vedno neke spremembe. Ko da že sam iz ene karte vidiš, pa pri meni tretja hiša je recimo tudi med drugim bratje pa sestre. In ko je se meni v bistvu premaknila, temu se reče progresirana Venera v tole tretjo hišo, moji sestri je življenje začelo zelo cveteti takrat. Zaključila magisterij, našla svojo sansko službo, zaročila se. Neverjetno, kako se to vse da videti skozi neko tako matrico, jaz potem temu, kar rečem. In potem mogoče tudi lažje sprejmeš vse, kar se ti je zgodilo. Vso bolečino, vsa obžalovanja, ker lažje spustiš, lažje prideš do tega, vse je v skladu, veš, nismo skrenili s poti. To se ni zgodilo, ker zgubili smo se, to je pa za napačna pot. Ne. Tako je bilo namenjeno. Prav tako, prav na pravi poti si sam greš naprej. In ni važno, kaj se ti je zgodilo, ampak kaj boš zdaj s tem naredila, kar se je zgodilo. Tako da to mi je zelo zanimivo, tudi partnerje se da videti, recimo, ko si z nekom v razmerju, ko se dogajajo spremembe v naši hiši partnerstva, se velikokrat partnerjem potem tudi dogajajo spremembe. Pa še ena stvar, ki mi je pa res tudi fascinantna, je to prenatalno obdobje. Kako se vidi v karti, naprimer, s kakšno energijo smo lahko bili spočeti, kako je bil potem prvi trimester nosečnosti mame in kako je bil drugi, tretji, to je res fascinantno. Potem, kakšno je bilo rojstvo, se velikokrat da razbrati tudi iz karte. Verjetno veš, da res je pomembno, kakšno rojstvo imaš, pravijo. In da kakšno je to rojstvo vpliva na to, naprimer, kako začenjaš to stvari v življenju in na marsikaj. Tako da to je pa ascendent. Med drugim v psihološki astrologiji rečeš tudi rojstvu prek ascendenta, pa planetov okoli ascendenta tudi lahko vidiš. Kakšno je to rojstvo, kako je bilo, tako si prišel čez ta kanal ven. In kakšen je zdaj način tvojega pričenjanja vseh novih začetkov, ponavadi tudi po ascendentu lahko vidiš. Pa še en velik plus pri tvojih seansah je pa tudi tvoja jasnovednost. Se pravi, tako kot jasnovidnost, ampak tako, kot si prej že rekla, da kar veš stvari, da dobiš informacije, da si kanal pravzaprav, da si medij. Kako se pa to začelo, oziroma kdaj si se začela zavedati tega, da si medij, da prejemaš informacije iz polja? Meni je še zdaj še malo težko reči prav to. Recimo, da sem medij, se mi zdi, jaz se zdaj kar nekam glezem v nek ego ali pa tako. A ni to tako malo preveč, mogoče new age, ker veliko ljudi to tudi reče, pa sem tako malo imam eno tako spoštovanje do tega. Kdaj sem se tega začela zavedati? Vedno je bil tak naraven del mojega življenja, da se mi nikoli nisem kaj veliko pozornosti na to dala. Recimo, prvi eden, kakšno je več spominov je takih bilo, ko sem neke stvari vedela. Eden od prvih takih, recimo, jasnovednih izkušenj je tudi bil zjutraj, tik preden sem se zbudila, sem imela tako vizijo, na pol so bile to sanje, da ko bomo prišli tik preden, ko bomo prišli v Slovenijo, jaz sem si predstavljala, kako mi bo sanjsko v Sloveniji, takrat kot otrok. Kot da grem v Disneyland in sem se zelo veselila. V teh sanjah sem pa videla, kako ni v redu, kako bo to en velik stres
in kako bo recimo moj oče pa moja druga mama, kako bosta ona dva v hudih situacijah in ne bosta srečna in da bosta se zelo veliko prepirala in da bo to noro, veliko stresno za mene. In eno tako težko obdobje, kar se tiče družinske situacije, tudi po eni strani. Ja, to sem kar takrat videla. A veš, ne ukvarjaš se kaj posebej s tem. Jaz sem to videla, malo sem se sekirala in kot otroček, ne vem, ko sem stala 10-11 let in sem rekla, ok, mogoče pa ne bo res. Ne? Tako. Ali pa od majhnega sem recimo govorila tudi, sama sebi sem recimo govorila, da sem jaz doma iz Benetk. Pa ne vem, zakaj sem to govorila. Ampak tak močen občutek, jaz sem doma iz Benetk. Benetke. Pa pridem zelo blizu Benetk, recimo. Mogoče, veš, pomagala, ker sem živela v okolju, ker so take stvari dosti normalne. Vsej takrat bile. Pa tudi mojemu očetu so bile take stvari dosti normalne. Ne, da je zdaj on imel toliko tega, ampak se to čisto normalno, to obstaja. In je tudi sama bil pri astrologih, pri vedcih in ne vem, kje vse je on hodil tudi. Ne. Se je pa potem zgodilo, da sem pri 15, spoznala pa še eno tako mamo, gospo, iz Maribora, ona pa je močna jasnovidka. Mi, da so potem se malo razšli, sva zgubili stike, ampak ona je bila tak materinski lik v mojem življenju in se mi zdi, da me je prav potegnila ven iz ene take črne luknje takrat v najstništvu, ker sem se počutila zelo osamljeno v svoji duhovnosti. Takrat sem spoznala torej to gospo, čudovito zdravilko, jasnovidko in midve sva se takoj začutili. Ona je tako, jaz sem jo res videla, kot to je moja mama, no. Tako. In se mi tudi rekla, končno sem spoznala nekoga iz moje galaksije. Ja, tako bi rekla, moj bog, ta oseba me razume. In sem mi prvič lahko tudi nekomu povedala te stvari, brez problema. Njej se zdelo to vse čisto normalno, naravno. Ona mi je potem leta in leta pač pomagala z vsemi svojimi kanaliziranimi informacijami. Malo sem bila preveč tudi odvisna od nje potem, ker sem imela tak zelo oseben odnos. Tako da sem kar na koncu vsako stvar sem že hotela spraševati. Pa ampak to, ko sem bila mlada, ni bilo. A veš, mogoče tisto materinsko vodstvo, da je tako dobim, sem pol tako, malo dobivala. Kako se je pa to aktiviralo, pa res po njeni zaslugi, bi rekla, oziroma božji zaslugi skozi nje. Ona je bila enkrat v hudi stiski in mi je rekla, si ti tudi to znaš, ti tudi to znaš, daj mi skanaliziraj, daj mi Sani skanaliziraj. Nobenega ni dobila tudi drugega, imela eno prijateljico, pa ni jo dobila. Prosim, daj mi, prosim, ti skanaliziraj. Sem rekla, kako, jaz to ne znam, ni šans, kako bom jaz to? Ampak iz tiste želje, da njej pomagam, ker je ona meni tokrat pomagala, sem pa rekla, ok, zdaj bom pa se potrudila, zdaj bom pa zbrala, kakor pa zmorem. In je šlo. V bistvu sem takrat prek kart in najprej povedala, in potem je kar šlo in potem je ogromno krat se name obračala, in me spraševala, da ji pač poskusim predati na tak način sporočila in sem dobila potem nek občutek, to res drži, jaz to res govorim. To ni kar tako. Vedno pa je bilo pri meni v obliki vedenja. Naprimer, samo vem, pa ne vem kako. Niso to bile vizije nujno. Recimo tudi, ko sem rekla primer enega klienta, ki je prišel v moj prostor noter, ko je bil primer s tem detkom. Je bilo zelo zanimivo, ker sta bila oba moška, takrat tisti dan na svetovanju v terapiji in oba dva sta imela kar dosti podobno astrološko karto. To mi je bilo tudi zanimivo videti. Kakšne ljudi kateri dan pokliče. Velikokrat mi pridejo ljudje z neko ful podobno pozicijo na isti dan. Tako da tudi to je usklajeno, kdaj greš na terapijo, kdaj te pokliče na terapijo. To ni naključje. In je bil najprej recimo oseba A, je bil v prostoru. In jaz ob tej osebi zaznam še eno energijo, nekega tak starejšega gospoda. In sem rekla, a imaš ti kakšnega takega starejšega sorodnika, ki je umrl, kakšen tak stric, dedek, tako? Ne, totalno mi reče, da ne, da nima to nobene veze z njim. In potem sem si jaz mislila, da si pa čist mimo falila, malo si zapretiravala, ker prizemlji se, umiri se. In sva delala pa čist neko drugo stvar. In potem pride ta oseba B, ta drugi klient noter, in ta energija je bila že za njega noter, v bistvu v prostoru. In potem močneje čutim to energijo.
Pa sem rekla, joj, za mi je pa že nerodno spet reči, pa mogoče bo rekel, da ne. Ampak si sem rekla. Je bilo pa tako močno, Ja, ko se je postavil, pa sem ga začela kadiliti. Jaz vedno ljudi prekadilim. Jih obdam v eno tako svetlobo in rečem njim, da naj sebe dajo v zaščito, da se naj povežejo z Bogom in tako damo neke namere. Takrat sem začutila eno tako energijo, to isto močno, pa sem pa njemu rekla, kaj si ti imel kakšnega umrlega prednika, da ima neko težko zgodbo v bistvu po očetovi strani. Pa najprej mi je bil tako dedek, pa sem pa kar rekla stric, nek star stric. In je imel, njegov dedek je imel brata, ki so jo med drugo svetovno vojno ločili in so v bistvu tega starega strica odpeljali Nemci. In nikoli ne vejo, kje je ta stric. Niso nič vedeli zanj. In je pač samo ta dedek ostal, ta drug brat so odpeljali. To je v bistvu huda travma, za celo družino naprej. Dedek, mislim, da čeprav ne vem več točno detajle, ampak tisto, veš, mi je bila tudi zelo taka močna terapija. Tudi zame mi je bilo neverjetno, kako se ene stvari prepletajo v življenju. In takrat mi je ta oseba tudi rekla, a veste, da lih 2 tedna nazaj sem začela prebirati to knjigo Podedovane družinske travme. Lih 2 tedna nazaj se spuščam v to našo zgodbo in da je to zdaj prišlo. Ja. Prišla je pa ta oseba na astrološko svetovanje. Nobenega namena nismo imeli karkoli kanalizirati ali pa kaj. Sam v tistem trenutku je bilo tako močno, potem je pa smo pa šle pa kar v neko procesiranje. Ja. Na Se tla, predaš tistmu, kar je prisotno, seveda. ja, na tla, oseba na tla je šla, jaz sem pa nekako z nekimi orodji začela, kaj čuti, kje so ti občutki, kaj želi v bistvu tudi ta prednik mogoče skozi to telo povedati. Mislim, to osebo je treslo, tresavica, mrzlica, huda. Jaz sem najprej to osebo pokrivala z dekami, 3-4 dekami, potem je bilo potenje, potil se. Takole se je ta oseba pred mano potila, da sem samo gledala, kaj se to dogaja. Seveda, hvala Bogu, da mi je bilo jasno zaradi teh učenj do zdaj, pa tega študija, na katerem sem, vidim, kam se čustvo premika. Raz je znak za strah, ko se strah topi, se najprej vse začne, se ohladi. Potem iz tega strahu se premakneš v drugo čustvo, ki je malo toplejše. Potenje je bilo pa že malo bolj agresivno čustvo, pa nekaj se je čistilo, neka tesnoba in podobno. Zanimivo je takrat bilo. Roke so bile kar malo, veš, tako malo vijoličkaste postajale. Prizemljevati, toliko sva s to osebo morala ves čas prizemljevanje držati, da je sploh šel ta strah čez, panika. Zanimivo, Jaz imam ogromno vprašanj še zate, ampak žal se najni je čas iztekel, ker so res dolgi. Škoda, ker ne morem še ostali, res, ker je vse tako fino. Najlepša hvala. Jaz mislim, da sva bolj ali manj tudi prikazali tvoje delo, da se lahko vidi, na kakšen način deluješ. In ti želim res, da se ti vrata odprejo, ker si res zaslužiš, da ljudje pridejo k tebi. Tako da najlepša hvala, da si bila moja gostja. Hvala, Mateja, počaščena, res. Hvala ti za to lepo izkušnjo. Hvala te.